se konča. Rad se potapljam v misli mehkobne in jemlje mi dih, omamna ta noč. Brezmejno nebo je in prav vsaka ton je pravljica zvezde, drobtinice male, včasih pogoltnil bo tišina. Tišina, prebiram knjige, ki so prava goščava besed, se podam v skrivnosti vestev, kjer so načela načel in osnove osnov. Rad odgovore bi na vse odkot in zakaj, in poskušam razumeti vede in svet, njihov nedoumir. Tam vse je drugače, nikomur ne sanja se prav nič o teh, svet prekrasnih spledi fantazij, oblepem vsem, kar godi se tam, kjer vesolja neskončna na glavah svojih drži trno. Brezmejni Alanta Šešana, ki nima dovolj besed, da opisal bi popolnost Krišne, njegova dejanja, lepoto vso, najboljši prijatelj biti edini on, večno mladi pastir. Je povsod zunaj vsega, lepši kot noč, jasnejši kot dan, daleč stran od mene, v srcu mojem, daleč stran od mene, v srcu mojem. Gospod Krišna je najvišji predmet čaščenja za vsa živa bitja. Najvišja oblika čaščenja pa je ljubezen deklet iz Vrindavane, gopi. Obstajata dve skupini gopi. Šrimati Radharani vodi levo krilo, Čandravali pa desno. In čeprav obe krili tekmujeta med seboj, je Krišnova ljubezen namenjena samo Radharani. Svojo flavto kliče Rado. Včasih gre Krišna v Čandravalini tabor, vendar izključno zato, da bi povečal Radino ljubezen do njega. Nocoj vam bomo predstavili eno od teh najzaupnejših zabav. Krišna bo kmalu prišel, zato moramo končo čim bolj okrasiti z lepim cvetjem. Najvišja polnost za oči je videti Krišno, ko stopa pri Vrindavanski gozd, igra na flavto in se prijatelji pase krave. Drago so devi, niti pomisliti ne smemo na Krišnovo flavto. Le kakšni askezi se je morala podvleči, da lahko živa nektar Krišnovih ustnic. Ko Krišna zaigra na flavto, pavi ponorijo in začnejo plesati. In vse živali, drevesa in rastline na vrhu hriba Govardhan, še vedno in z veliko pozornostjo poslušajo transcendentalni zvok piščali. Drage prijateljice, prinesla sem čudovite cvetne vence.
da bomo krasile Krišno, ko pride. Radarani, kako smo krasile z najlepšim cvetjem Vrindavana. Hvala, prijateljice. Krišne iz nekega razloga ni. Zelo me skrbi, da se mu ni kaj zgodilo. Je živ, je zdrav? Je mogoče kak demon prišel v Vrindavano in ga zamotil? Brez skrbi, prosim, Radika. Mislim, da je s Krišno vse v redu. Pa tudi, če bi prišel kakšen demon v Vrindavan, bi se Krišna zlahka spopadal z njim. Krišna je kaznoval celo Kalijo in še cel kup drugih demonov. Zato ne skrbi. Toda še vedno me boli srce, ko Krišne ni. Zelo me skrbi. Toda ne vem, kaj je s Krišno. Je zame hujše kot smrt. No dobro, poslali bomo Manžulali, da ugotovi, kje je Krišna in kaj se z njim dogaja. Draga Manžulali, Radarani skrbi, ker ni Krišne. Pojdi in ugotovi, kje je in kaj se z njim dogaja. Seveda, Višaka. Višaka! Višaka! Kaj te klica? Melita! Višaka! Kaj se je zgodilo? Zakaj se tako vznemirila? Kaj s Krišno? Hitro povej. Krišna je že zdravili! Kakšen izdajalec? Ta predržnež, kako si upa? Kaj naj rečemo Radarani? Lalita, Višaka, kaj se je zgodilo? Manžulali, povej, kaj je s Krišno? Zakaj se tako mučite? Višaka, je Krišna zdrav? Ne mučite me. Prosim, povejte, kaj je s Krišno. To, da ne vem, kaj je s Krišno, je zame hujše kot smrt. Krišna je pričandravali. Zakaj bi Krišna prišel ravno k meni? Nimam te sreče. Tu je toliko lepih gopi in čandravali. Zakaj bi prišel ravno k meni? Nočem, da Krišna še kdaj pride. Ne dovolite mu, moja kunža nima vstopa sem. Radarani. Zdaj kot kamniti kip. Ves čas, ko smo bili z njo, ni rekla niti besede. Iz njenih kot lotov slepih oči nenehno tečejo biserne solze, iz katerih je že nastalo jezerce. O, draga Višaka, kaj se bo zdaj zgodilo za ubogo Rado? Ves čas je strmela nekam, pa bi bila mrtva. Ko sem pogledala, kam je usmerila pogled, sem komaj zadržala solze. S prstom vtisne roke je počasi v pesek pisala Krišna. Ta zapeljivec moral bo drago plačati zaradi Radinice. Ne smeš vstopiti, pojdi stran, ti nezanesljivec. Naša najdražja Radarani je tako lepo okrasila kunžo, kot je čakala. In kje si bil? Nimaš vstopa! Velik grešnik sem. Prosim, dovolite mi, da vstopim in pred Radanimi plodo svojih stobalih prosi za odpuščanje. Žaljivo si se vedel do Radarani. Zato te preklinjam. Prišel bo dan, ko boš tudi ti mogel tako jokati kot Rada. Odpustite mi. Prosim, dovolite, da jo potolažim in bo spet srečna. Ne, nimaš vstopa. Pojdi odtod.
To je Radharani in Dragulj. O, moja draga, blagoslovljena Radharani. Tvoje telo je vir vse lepote. Tvoje ustnice so mehkejše od najslajšega masla. O, Rada. Tvoje telo prinaša vonj lotosovih cvetov. Vsa moja duhovna čustva so blažena, ko te vidim. Rada, ne morem živeti brez tebe. Rada. Kaj ti, mladenič? Zakaj jočeš? Mati Purnamasi, pravijo, da prinašam zadovoljstvo celemu svetu. Ampak kdo ga prinaša meni? Osreči me lahko samo nekdo, ki je 100-krat boljši od mene. Samo Rada mi lahko prinese pravo blaženost. Ampak ne smem je več videti. Oh, nehaj jokati. Zvok moje piščali privablja 3 svetove. Meni pa prinašajo zadovoljstvo le sladke besede Šrimati Radharani. Vsemu svetu prinašam zadovoljstvo. Jaz pa sem srečen le, ko vidim Radharani. Žal pa sem jo užalil in zdaj ne smem več videti. Ampak ne skrbi, se bom že nekaj spomnila. In sicer razumem, da ne dovolijo, da se dobita in da jo tolažijo. Ampak, če bo storil, kar ti bom naročila in imaš nekaj upanja. Dobro, naredil bom, kar mi boš rekla. Tako, ne bi se teh pastirskih oblačil. Tako lepe spodnje lase imaš, ampak jih bomo skrili. Iz tebe bomo naredili sanjasije. No, nehaj stati v 3-krat opognjeni drži, ne bi se pripuščali. Tako, sedaj pa te bom naučila mantro, ki boš pel kot sem jaz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, O Rada, Hare Hare, o Rada, prosim, ujemi moje misli, očaraj mi srce in pokaži mi svojo lepoto. O Rada, prosim, pomagaj mi, da postanem vreden, da ti služim. O Rada, bodi zadovoljna z mano. O Rada, o Rada. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Zaradi te pesmi bodo vsi zopet zaživeli. Tako Boga Radharani, kot vsa nesrečna živa bitja v tem vesolju. Krišna je kot sanjasi taval po gozdovih Vrindavane, zatopljen petje pesmi, ki mu je dala Purnamasi. Slišati ga je bilo daleč naokoli. Takoj, ko ga je kdo iz Vrindavane slišal,
je začel prepevati z njim in srce se jim je napolnilo z veseljem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, O, sanjasti! Pesem, ki ste jo pravkar peli, je prav čudovita. Kdo vas jo je naučil? Moj guru Gandharvika. O, veš guru Gandharvika. Tako je, on me je naučil to čudovito pesem. Zakaj pa ste prišli sem? Kaj bi radi? Berat sem, tavam naokoli in prosim za miloščino. No prav, a bi lahko naši ljubljeni prijateljici napovedali usodo? Naša prijateljica Radharani je zelo žalostna. Ves čas joka. Težko življenje ima. Nesrečna. Bi lahko povedali prihodnost? Seveda lahko. Ali znaš napovedati prihodnost? Znam. Res? In od koga ste se tega naučili? Tudi tega me je naučil moj guru Gandharvika. Prav, jo bomo pripeljali, da boste pogledali njeno dlan. Kaj? To pa ne. Jaz sem sanjasi. Ne moram se dotakniti ženske. Ampak kako boste pa potem napovedali usodo? Njeno usodo bom prebral tako, da bom pogledal črte na čelu. Ampak Radharani je pogledali vsega drugega razen Krišne. Ne, glede tega je zelo stroga. Jaz sem sanjasi, vsemu sem se odpovedal, nisem več navezan. Tako lepo, da si prišel. Ko te nisem uspela videti, sem te sanjala. Imela sem čudovite, a zelo nenavadne sanje. Ob reki, ki se je bleščala, na njenih obalah, podobnim obalam naše reke Jamune, se zbralo nešteto množic ljudi. Vsi so plesali in peli tako kot pri nas v Vrindavani. Vsi so bili tako srečni. In sredi te množice je pel in plesal en sanjasi, neprecenljiv dragulj med dvakrat rojenimi. Me je zanimalo, če si bil to ti. Ja, ta sanjasi sem bil jaz. V Kali Jugi, v najtemnejših časih, bom prišel in z Mahamantro odrešil vsa živa bitja. Čudovito. Kaj pa jaz? Šla boš z menoj. Kako se bom lahko ločila od svojih prijateljic, vseh gopi in vseh sorodnikov? Tudi njih vzami s seboj. Kaj pa moji najljubši gozdovi Vrindavane, hrib Govardhan, reka Jamuna, moji najljubši jezeri Šjamakund in Radhakund. Tudi oni bodo šli z nama. Šrimati Radharani je prenesla sveti Vrindavan Navadvip v osrčje Bengalije, kjer je zacvetel transcendentalni lotos gospodovega duhovnega prebivališča. Ob določenem času se je tam pojavila s Krišno. Sestopila sta kot ena oseba, pod enim imenom, Šri Čaitanja Mahaprabhu, Gaura Hari
ki je svet razsvetlil s sijajem starjenega zlata in čiste ljubezni, Šrimati Radharani, do vsevišnje božanske osebnosti, Šri Krišne. Pogovorov v prazno nič več ne bo, in s čistimi usti boš povedal to, kako živel na zemlji je veliki svetnik, Gospod prelepega obraza, zlate polti. Nikoli še zvezde take svetle ni bilo, in ognja ni bilo, ki grel tako bi toplo. Še duša ni poletela res visoko tako, ljubezen tekla ni z vso lahkotnostjo. Vsak korak je ples, beseda vsaka je pesem. O Gospod Čejtanja, razodel ljubezen čisto boš sam ljudem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.